Tako, lepo pozdravljeni v videokastu Hitra znanja. Dobrodošli vsi tisti, ki ste z nami v živo, ter lep pozdrav vsem tistim, ki ste nas zavrteli nazaj. Namen Hitrih znanj je, da vam tokrat bomo malce podaljšali, nekje v 60 minutah. Ekipa, ki jo sestavljamo predstavniki Ceneta Štuparja Cilj, Zveze ljudskih univerz in kadrovske družbe Trenkwalder, ponudimo uvid v trenutno dogajanje na trgu dela in naslovimo različne kadrovske izzive, ki jih dnevno srečujemo v praksi pri našem delu. Tako so na sveti sogovornikov iz prve roke, vsi, ki ste z nami v živo, pa vabljeni, da k soustvarjanju videokesta postavite vaše vprašanja in jih zapišite v klepet. Jaz pa jim bom našim današnjim sogovornikom tudi prebrala. Poznate že v bistvu naše dve današnji sogovornici, in sicer Alenko Kraljič, psihologinjo in direktorico operativnega poslovanja v kadrovski družbi Trenkwalder. Živjo. Magistro Jano Mlačnik, vodjo ključnih kupcev in HR svetovalko pri Ceneta Štuparja Cilj. Živijo. In danes z nami Jure Tomc, direktor Cresko Innovation Slovenija. Invitation si dobil z moje strani. To sem dobil, tako da hvala lepa za invitation. Tako, ni za kaj in hvala, ker si vzeli čas. Jure je v bistvu poznan kot povezovalec domačih inovativnih podjetij s Kitajsko, je ustanovitelj in direktor svetovalnega podjetja JT Business Development, kot uveljavljen mednarodni menedžer in strateg, ima bogate izkušnje z vodenjem podjetij različnih velikosti in dejavnosti na področju B2B, B2C, različnih vrst prodaje, kadrovanja, IT-ja in predvsem tudi vodenja. Si tudi direktor podjetja Asian HR Solutions in tvoje delo je prepoznano tudi v slovenski poslovni skupnosti. Si podpredsednik Slovensko-kitajskega poslovnega sveta, podjetniški mentor pri EBRD, Blue Invest, GZS, Startup Bootcamp v Amsterdamu, Tehnološki park Beograd, Tinity Singapur in tudi drugih. Tako da se ti ta ekosistem širi. Mislim, pogovor pa povezujem Sanda Jerman, ki na Ceneta Štuparja Cilj skrbim za različne izobraževalne, podjetniške in HR projekte. In preden skočimo v bistvu v uvod, kako ste danes pripotovali, sneg, ki nas je presenetil prejšnji teden, je zdaj že v bistvu zginil s cest. Ne še čist. Ne še čist, ja, pri kraju je, ampak so ceste recimo suhe. Tako. Hitro in tekoče. Super. Jure, ti si pa v bistvu prišel iz Indije. Indije, tako je. Kako je v Indiji? Indija, drug svet. Drug svet, zame vsakeč malo kulturni šok, ko se vrnem v Indijo. Je pa zadnje čase se mi zdi dela zelo velike korake naprej. Tako sem bil pozitivno presenečen, ko sem prišel dol po 10 letih. Zelo so odprti do Evrope, iščejo projekte, iščejo povezave. Tako da absolutno se bom še vrnil, da vidim, kaj se da z Indijo še narediti. Odlično. Hvala lepa. Danes se bomo v bistvu pogovarjali o tem, kaj lahko pričakujemo letošnje leto, ker žal v decembra so nas malo pokopali virusi in bi mogli biti vdajo takrat, ampak nič ne deno, če nismo zamudili, kakšni so v bistvu letošnji trendi za letošnje leto, kako v bistvu bo vplivalo gospodarstvo, kje bojo imele HR službe največ dela v letošnjem letu. Zakaj strategija morda nam ne bo uspelo, ne zadostuje več? To smo v bistvu pobrali pri enem podjetju, ker so ugotovili, da v bistvu je zdaj res potreben in čas, da imamo izdelane strategije. Naprimer, lansko leto se je razcvetela umetna inteligenca, ChatGPT, Bard, Google je lansiral Gemini. Poleg tega ChatGPT naredil še v bistvu dodatne stvari. Na področju trajnostnega upravljanja prihaja seveda direktiva, kjer je v Sloveniji zavezano k poročanju že 49,000 podjetij z letom 2025 in v bistvu redka podjetja so že pripravljena na to strateško in operativno stopnjo poročanja. Potem recimo 61% glavnih ekonomistov, ki so sodelovali v raziskavi Svetovnega gospodarskega foruma, napovedujejo oslabelost globalnega gospodarstva v letošnjem letu. Tako da tu nas tudi čaka v bistvu kar nekaj izzivov. Po napovedih Boston Consulting Grupa se pa kar 55 gospodinjstev v Evropski uniji, Angliji in Ameriki strinja, da jim gre finančno slabše v primerjavi s prvo polovico leta 2023. Tako da napovedi so res kar malo zanimive. Kar je v bistvu še en tak zanimiv trend, predvsem iz področja se pravi trgovine, da kupci blazno usmerjajo svojo potrošnjo v diskontne trgovine, spletne trgovine in pa second hand tržišče raste. To je v bistvu toliko še ni to tržišče rastlo, kot je to v bistvu začelo v lanskem letu in v bistvu cena postaja glavni nakupni odločevalec, niti ne več blagovna znamka. Starejši potrošniki postajajo vse večji segment kupcev, zelo imajo nakupno v bistvu vpliv tudi na mlajše. Te, ki so starejši od 55 let. Demografija še vedno ostaja megatrend.
Prebivalstvo se stara, poleg tega je bilo število mladih, starih med 25 in 29 let v letu 2022 313 tisoč oziroma 14,15% celotnega prebivalstva. Leta 1991 smo jih imeli 22,5. Tudi tukaj so nekje te kadrovske vrzeli, kjer se sprašujemo, kam je zginila v bistvu delovna sila. In pa seveda beležimo rekordno zaposlenost, napovedi so dobre, napoveduje se 2,% rast števila zaposlenih in predvideva približno 34.500 novih zaposlitev, poroča Zavod za zaposlovanje. In seveda enaki izzivi pa ostajajo s pomanjkanjem kadra. In v bistvu o tem se bomo danes pogovarjali, ker recimo velika podjetja so se v bistvu že srečala kar v 80% s pomanjkanjem kadra, manjša pa nekje tam v 53%. Se pravi, gospodarski trendi, kako bodo menedžerji plačani, kaj se dogaja s trajnostjo v podjetjih, pogledali bomo, kaj se dogaja doma in kaj se dogaja v tujini, ker Jure pač ti delaš res na različnih kontinentih in bo ta tvoj uvid zelo dobrodošel. Tako da se v bistvu lahko naši poslušalci tudi malo pripravijo oziroma dajo ključne poudarke na razvoju različnih stvari v letošnjem letu. Morda, Jure, če začneva kar pri tebi, bil si v Indiji, kot si omenil, kakšno je pa gospodarsko vzdušje, če lahko primerjaš doma, Indija, nekaj si že omenil, da so zelo aktivni, zelo v razvoju. Kaj se tebi zdi? Meni se, da je Indija bistveno bolj pozitivno naravnana v tem trenutku, da imajo neko to gospodarsko rast, da vidijo, da se postajajo del nekega globalnega sveta, da imajo vedno bolj pomembno vlogo tudi tam. In se mi zdi, da dobro izkoriščajo ta trend. Imajo tudi dovolj lastnega kadra, ki ga še izvažajo v tujino, tako da oni s tem nimajo težave, da ne bi dobili ljudi za delati. In so zelo odprti in iščejo svoje priložnosti. Predvsem so zelo fleksibilni in zagrabijo za kjerkoli priložnost, ko pride. Je to v Indiji, je to v Evropi, je to v Združenih državah Amerike, gledajo povsod. Če primerjam recimo z našimi podjetji, s temi, ki delam, pa tudi če je to Srbija ali pa če je Evropa, so veliko bolj lokalno osredotočeni, iščejo kadre lokalno, ki jih potem ni. Medtem ko so indijska podjetja so zelo odprta, mi vseeno, če odprejo podružnico v Ameriki ali pa v Amsterdamu, tam je priložnost, tja grejo in tam delajo naprej. Tako da se mi zdi taka zelo velika razlika v mentaliteti in v tem, kako so pripravljeni biti fleksibilni, kako lahko izkoriščajo priložnosti, ki se pokažejo. Pa nas smo pa bolj tako, se mi zdi, lokal patrioti in iščemo te rešitve lokalno. Poznam pa tudi pri nas nekaj podjetij, ki v bistvu rešujejo svoje kadrovske izzive popolnoma neodvisno od lokacije. Potegnejo enega iz Kameruna, pa najdejo dobrega zaposlenega v Čilu, pa imajo enega Japonca v ekipi in v bistvu je njihovo vodilo samo, da iščejo najboljšo osebo za neko pozicijo. Vseeno, od kje pride, kakšno ima ozadje, kakšno ima izobrazbo tudi velika, samo da zna narediti to, kar podjetje v tem trenutku potrebuje. In so zelo fleksibilno organizirani, večina stvari se dogaja online. In podjetje blazno hitro raste in uspešno funkcionira, kljub svoji multikulturnosti, kljub temu, da delajo v časovnih pasovih, ki so razmetani po celem svetu, samo ekipa funkcionira. In ko ekipa funkcionira, ima tudi odlične rezultate. Vse to je tudi eden v bistvu izmed teh kadrovskih trendov letošnjega leta, da kjer le lahko se v bistvu te hibridno remote začnemo vključevati v naše podjetje, sploh če to si lahko privoščimo. Recimo v industrijah še vedno, kjer je pač prisoten delavec, nujno, da si to teže privoščimo. Druge pa dejansko je treba to začeti spodbujati, ker tukaj so pač te priložnosti za v bistvu dobre kadre. Tako da hvala, Jure, v bistvu res tak zanimiv pogled in pravzaprav tudi iz Azije smo začeli v Slovenijo uvažati kader, tako da smo zdaj v bistvu počasi na teh štengicah do tja, da tudi se mi bolj odpremo. Alenka, konec leta tudi pri vas na Trendkvalderju potegnete skupaj kadrovske trende, nove smernice. Na kaj se naj bi podjetje letos še posebej pripravlja, recimo sploh v zvezi z delovno silo? Ja, zdaj recimo lahko kar direktno vežem na to, kar smo zdaj že povedali, sam manjko določenih poklicev, določene deficiti, se pravi, treba bo imeti še večji fokus na že obstoječe zaposlene. Bolj biti pozoren na njih, kaj želijo, kakšne so njihove prednosti,
kaj jim manjka še, da bi bili čim bolj kompetentni. Ne, se pravi, ukvarjati se z obstoječim kadrom, zadržati, poskušati obstoječi kader, graditi na obstoječem kadru, hkrati to je takoj povezano s plačo. Zdaj, če nam naraščajo neki življenjski stroški, nekaj časa človek že lahko pogleda, kako bo svoje vedenje spremenil, kje bo pač zoptimiziral določene stroške na dolgi rok. Treba pa tudi pogledati potem, kaj je pri sami plači in celotnem tem finančnem paketu. Zdaj država pač z minimalno plačo je že nekaj naredila včeraj, je bilo formalno potem tudi potrjeno, da se zviša minimalna plača, ampak kje so pa potem tudi drugi dvigi plača, pri drugih, ki niso na minimalnih pač osnovah. Tudi tam je treba pogledati, kako nagraditi tistega, ki je performer, tisti, ki dobro dela, tisti človek, ki nadomešča nekoga, ki je bolniško odsoten, tisti, ki je pripravljen malo več narediti takrat, kaj je treba. To je vsa ta skrb za obstoječi kader. Tem je treba dati dosti močno pozornost na to, tudi kako pa pridobiti zdaj novi kader, kje ga pridobiti, na kakšne načine. Zdaj, ali smo pač ugleden delodajalec, ki skrbimo za zaposlene in bomo znali to tudi skomunicirati preko HR službe, preko PR službe, preko vsakdanjega našega delovanja in bomo lahko zanimivi kot delodajalec, ali bomo pač tudi tukaj imeli težave in ne bomo pridobili nove kadre. Kam zdaj po nove kadre, če ni v tem lokalnem okolju? Se bomo mogli pač odprti širše, sprejeti neko drugačnost v razmišljanju, v kulturi, v jeziku. Poskrbeti bomo mogli tudi, da se bodo ljudje naučili določenih veščin, ki jim manjkajo. Predvsem govorimo o digitalnih veščinah. Govorimo o tem, koliko je avtomatizacije, koliko je umetne inteligence že prisotne na delovnih mestih. Zdaj, so naši ljudje v organizacijah že opolnomočeni, znajo to uporabljati, ali se tega bojijo. To je tudi eno tako širše področje, kjer bo treba delati na usposabljanju za posamezne veščine in tudi na usposabljanju za uporabo določenih digitalnih veščin in uporabo vseh orodij, ki nam jih umetna inteligenca že omogoča. To so neke te prve stvari, na katerih bi človek začel delati, oziroma bi delodajalci že mogli delati na tem. Hvala, zelo lepo sem iztlakovala pot v Janino vprašanje, ki v bistvu se prav na to nanaša. Jana v novo leto vedno stopa z nekimi novoletnimi zaobljubami, pa kaj vse bomo spremenili pa tako naprej. Kaj je pa novega za podjetje na področju izobraževanj? Že v bistvu Alenka lepo povedala, digitalne kompetence, drugače se poudarjajo še v bistvu trajnostne kompetence, generativne umetne inteligence, potem vse, kar naj bi pohitrili procese, zelo se opozarja na etiko tudi, tle zdaj smo zelo na tej meji, pa upravljanju sprememb. Po čem pa v bistvu podjetja zares povprašujejo? A smo že tam neke osnovne digitalne kompetence, mogoče že, kje pa smo v bistvu s temi ostalimi? Ja, jaz bom kar iz izkušenj govorila, tako da največ povpraševanja, tako bom rekla, nismo še tam, smo še vedno pri osnovah. Največ povpraševanja je po izobraževanjih vodij, predvsem takih, ki so bili nekoč dobri strokovnjaki, pa so prišli na položaj vodje. Ti ljudje ne znajo seveda voditi, nimajo razvite te veščine, vodijo seveda kot vejo in ne znajo pravzaprav sebe najprej menedžerirati, ne znajo prioritet postavljati, ne znajo pravzaprav organizirati, načrtovati delo svojih vodij, ne znajo tudi, bom rekla, skomunicirati stvari, dajati povratne informacije, čist osnove. Meni se zdi to super, da vlagajo podjetja oziroma da prepoznajo, da je treba vodje izobraževati, ker gre vsaka stvar gre najprej od vodij navzdol. Če je vodja seveda ima neko veščino, dobro razvito, seveda bo tudi tim funkcioniral. Komunikacija je, jaz rečem, da je še vedno kraljica. Ne znamo, ne vemo, kako pravzaprav s svojimi čustvi delati. To sem že večkrat omenila v komunikaciji, ker potem nas čustva vodijo in potem prihaja seveda do nekih, bom rekla, konfliktov, do odnosov, ki niso pozitivni. Tako da tlele je zelo, zelo veliko povpraševanja. Potem, vezano na komunikacijo, seveda tudi medgeneracijsko učenje in sodelovanje, tega je ogromno. Skoraj na vsakem izobraževanju, kamor grem, vidim tako res v desetletjih let pravzaprav razlike, v letih. To se pravi, so 20-letniki in 50-letniki in še vedno se sprašujejo, zakaj tisti mlad tam tako pa tako razmišlja, oziroma ta mlajši, zakaj ta starejši tako pa tako razmišlja. Zdaj pri digitalnih kompetencah je pa v bistvu tako, da lansko leto je bil res sicer boom, z umetno inteligenco,
Sicer pa ostajamo bolj, bom rekla, zelo veliko je povpraševanja po kakšnem Excelu, no, ki tudi seveda pohitri neke naše procese. In pa seveda učenje jezika. Ne? Jezikovna kompetenca v skladu s trgom dela je seveda, bom rekla, zelo veliko podjetij povprašuje potem, seveda, če so bila podjetja, če je uradni jezik slovenščina, seveda potem prvo, kar je potrebno naučiti seveda nove sodelavce, da bojo znali vsaj osnove slovenščine. No. To je neko tako realno stanje. Ne. V bistvu nismo še tam, da bi kar vsi s ChatGPT-jem se pogovarjali in tako naprej. Mogoče, Jure, če še tebe tukaj, ti si tudi v bistvu coach. Kako imaš pa ti v bistvu izkušnje z izobraževanjem vodij? To je tudi ena izmed praks po Gartnerjevi raziskavi, da ne bi letošnje leto podpora bila v bistvu pri osebnem razvoju, potem pri oblikovanju osebnih vzorcev delovanja, poenostavljanju delovnih procesov, vse v ta paket paše, da v bistvu razvoj vodij res, kot je Jana omenila, vstopa v ospredje. Koliko se pa vodje same zavedajo, koliko ti z njimi delaš? Pa kakšne so mogoče malo razlike, ker ti delaš v bistvu na različnih kontinentih z vodji? Ja, se pravi, večina mojega dela se suče okrog majhnih, mikro, srednjih podjetij, ki imajo neko novo tehnologijo in poskušajo to tehnologijo spraviti na trg, tako da so zelo ciljno usmerjeni. In ponovadi je moje delo za direktorji pa z lastniki, ki imajo samo en cilj. In ta cilj je spraviti podjetje iz točke A v točko B. In je, nažalost, mogoče, je prevečkrat vse podrejeno temu cilju. In tisti, ki je lastnik, tisti je šef, tisti potem svoje ima in zbira ekipo, ki mu v nekem trenutku ustreza zraven. In tukaj se velikokrat sploh ne pogovarjamo o tem, kakšne imajo veščine vodenja, kako se bo z ekipo ukvarjal, ker so ekipe relativno majhne, se potrebe po znanju v ekipi zelo spreminjajo. To se lahko spreminja v mesecih, ne govorimo niti o letih. Ampak je danes podjetje dela na tehnološkem razvoju in bo rabilo dobro tehnološko ekipo 3-4 mesece, potem se bo lotil komercializacije in bo rabilo veščine iz prodaje, pa iz trženja, pa iz vstopa na mednarodne trge in tudi velikokrat tudi kadre menjajo. Da potegnejo projektno v ekipo nekoga, ki bo pomagal te 4 mesece tehnološki preboj narediti, potem pa zamenjajo ekipo, pripeljejo noter nekoga, ki je pomagal izdelek razširiti na trg, spraviti na trg, pripraviti komercialno strategijo. Tako da tukaj se mi zdi, da je predvsem velika razlika med tistimi podjetji, ki mogoče že imajo neko ustaljeno poslovanje, imajo že ustaljeno ekipo, ustaljen poslovni model, ki ga potem ponavljajo na trgu in se ukvarja potem tudi z veščinami vodenja, se ukvarja s komunikacijo. Kar je pa to, kar mogoče Jana rekla, zanimivo pri meni je pa, da zelo dobro sodelujejo vse generacije. Da velikokrat so ustanovitelji starejši, si najdejo mlajšo ekipo, ki je velikokrat hitrejša, bolj pozna digitalna orodja, bolj se znajde v teh družbenih medijih in zelo dobro skupaj funkcionirajo. Tudi če pogledam po statistiki, večina teh zagonskih podjetij v Evropi je uspešnih, ko so ustanovitelji, pa tisti, ki imajo tehnologijo, so starejši od 45 let. Kar pomeni, da imajo svojo kilometrino, da imajo svoje izkušnje in potem pomagajo tej mlajši ekipi zvoziti določene stvari, kjer pa so potrebne izkušnje, pa malo občutka, kaj ja, pa kaj ne v podjetju. In tam, ko imajo en zelo dober skupen cilj, tudi ta komunikacija zelo gladko teče. To sem hotela reči, da mogoče tudi ta cilj pa fokus zelo izostren in ne prihajajo do teh zapletov, ko mogoče prihajajo v zrelih ekipah. Alenka, ja. In ta cilj in ta fokus je treba predati zaposlenima. Če recimo zdaj pogledamo neko, predelovalno podjetje, kjer pač mora toliko stvari predelati, in imajo recimo nihajoča naročila, kar se zdaj realno dogaja in se bo še bolj dogajalo, pač dobavne verige take kot so, transporti so ovire, vemo, kaj se vse lahko dogaja, in pride do nihajočih naročil in zdaj mora delodajalec hitro odreagirati. Pač, če ima neko povečano povpraševanje, je treba hitro aktivirati še določene zaposlene ali pa tiste, ki so že priučiti. Zdaj, potem pa pride do tega, da so pa tudi zelo hitro lahko kar naročila odpovedana, je treba pa spet pogledati, kje so pa zdaj viški, in je treba zopet narediti neko pač ali odpuščanje, ali na nek način prolongirati ali preusmeriti zaposlene. In v vseh teh situacijah to je neka nesigurnost. In ljudje v teh situacijah zaposleni še bolj pričakujejo jasna navodila s strani vodij, jasno strategijo, jasno smer.
transparentno komunikacijo. Ne? In če je to, če si delimo informacije med seboj, tiste relevantne, prave, o pravem času, potem človek lažje sprejme in pozitivne stvari, to itak rečemo lahko, in tudi bolj negativne, ker ve, kje so argumenti vzadaj, kje so vzroki, zakaj do tega prišlo. Tako da morajo biti vodje še bolj nekako vešči same komunikacije, blizu ljudem, dati jasne navodila, informacije, obveščati dovolj zgodaj. To je neka taka naloga vodi zdaj pač v tem prihajajočem letu še toliko bolj. In če se lahko jaz mogoče navežem še na to, sploh v zagonskih podjetjih je to po mojem zelo ključnega pomena, ker je že narava zagonskega podjetja da se ne ve, kaj se bo zgodilo čez en let ali pa čez 2 leti. Podjetja iščejo financiranje in ponavadi, ko si planirajo financiranje, gledajo nekje med 12 pa 18 mesecev. Če denarja zmanjka, se lahko podjetje konča. Podjetje se lahko konča čez 4 mesece, ko bi ugotovili, da nimajo dobrega poslovnega modela ali pa da izdelek ni prav na trg. In je imeti zaposlene, ki jim je pomembna dolgoročna stabilnost, po mojem je prav to povedati na začetku, da gre za zagonsko podjetje, da imamo določene izzive, rešujemo stvari in da se lahko zadeva konča čez 6 mesecev, čez 1 leto. Pa vprašanje, kaj pa dobiš na trgu. Če ne moreš obljubiti kot lastnik ali pa direktor, da bo ta služba pa za nadaljnjih 4-5 let. In tukaj po mojem je izziv, kako pravilno skomunicirati to, da podjetje ima svoje izzive, da če bomo pa vsi skupaj dobro delali, potem pa imamo možnost te izzive skupaj rešiti in se premakniti naprej. Je pa res za gospodarski paket v bistvu parket toliko zanimiv in toliko turbulenten, da tudi se nekje že zrela podjetja pravzaprav znajdejo na tem, da so lahko v start-up fazi nekje. Mislim, ta ročnost, danes skoraj že težko zagotoviš, da bo nekaj 5, 10, 15 let obstajalo še. Tako da mislim, da moramo to agilnost tudi vsi malo posvojiti. Imamo pa v bistvu en komentar na pol vprašanje od gospe Helene, in sicer pozdravljeni, opažam, da imamo kadrovik in vodstvo željo, da bi se zaposleni razvijali, v mnogih primerih pa zaposleni ne poznajo prepoznati vire težav svojega nezadovoljstva, niti ne želijo nagovoriti te težave. Jana, mogoče tukaj tvoj nasvet, ker ti si v bistvu na 2 bregovih. Ti delaš zelo veliko s kadrovskimi službami in vodji in po drugi strani pa v bistvu tudi delaš s posamezniki in zaposlenimi. Kaj so te bolečine, da se kar nekje ljudje malo zaprejo, pa noče nič povedati, pa ta obrambna drža, kako to prebiti čez? Ja. Mislim, zagotovo se mi zdi do takih stvari, jaz mu rekla, da zelo pogosto naletimo na take težave, oziroma ko pač vodstvo oziroma kadrovska služba, lastniki želijo pač nekaj doseči, prepoznajo neko težavo, zdaj zaposleni je pa ne. Zdaj zagotovo ni uspešno, da gremo recimo na kakšnih izobraževanjih ali pa aktivnostih za razvoj, da bomo s prstom kazali na ljudi oziroma kaj je potrebno še razviti, katero kompetenco še nadgraditi in tako naprej. Zdaj zagotovo je, bom rekla, v takih primerih fajn, da se organizirajo pač neke aktivnosti, neka izobraževanja ali pa individualni pristop tudi, kjer predvsem poslušamo take ljudi, kaj imajo za povedati. To se pravi, da ima posameznik pač nek varen prostor, kjer lahko razloži stvari. In mislim, da prav to poslušanje, kaj ima posameznik za povedati, da razloži neko svojo situacijo, svoje izkušnje in se potem iz tega gradi. Da ima nek prostor zaupanja, ker se lahko pač posameznik odpre. To se mi zdi pravzaprav ključno pri tem. Tudi pri nas vsaj izobraževanja delamo na tak način, da pač predavatelj pravi zelo ponižno pridem v razred in najprej poslušam, ne da zdaj govorim, kaj morate pa še vi razviti, katero kompetenco, kaj vam manjka, ampak na ta način, da si slišan, to imamo vsi radi, tudi sicer, da te nekdo posluša, da si slišan, da veš, da to, kar delaš, da so tvoje izkušnje dragocene in se potem seveda na tem gradi. Potrebno je seveda, tako kot vedno rečemo, razvoj ali pa reševanje takih težav, seveda je to tek na dolge proge, kar nekaj časa seveda je potrebnega, da človek prepozna, samo je pa tako. Zdaj, če sam ne bo prepoznal te težave, seveda bomo težko mi ne pomagali pri tem. Zagotovo pa izkušen pravzaprav ali moderator ali coach zna prideti, pripeljati tako osebo ali pa skupino teh ljudi pravzaprav do nekega uvida, da je potrebno oziroma da lahko nekaj spremenijo. Ravno to, kar smo se pogovarjali prej. Tlele zagotovo velja tudi to, da imamo vsi neko, bom rekla, odgovornost tudi do sebe, kaj bomo naredili v nekem položaju. Zdaj, večinoma vsi jo imamo,
in da imamo kar velikrat pač neko možnost odločanja, a ne, kaj bomo naredili tudi recimo pri tem. Ja. Alenka in Jure, potem oba. Ja, včasih je dobro tako v delovnem okolju tudi odkriti, kateri so pa tisti ljudje, ki so pozitivni vplivneži. In je potem fino te, ki so malo bolj negativni, ki vidijo povsod neke težave in zavore in ovire, združevati s temi, ki so bolj pozitivni. To se da tako, pač treba razmisliti, pogledati, kateri so in namensko neke aktivnosti pripraviti, da se te ljudje združujejo in videti, kako je s tem. Včasih znotraj organizacije ni kadrovske službe, ni svetovalne službe, ni psihologov, in tudi se vodje sami ne znajdejo, tukaj lahko tudi se zunanji svetovalec pomaga, tudi to je možno. Je pa tako, da vedno bojo v podjetju tudi tisti, ki so negativno zavzeti. Ne samo, da niso zavzeti, ampak so prav na tistem polu, ki vlečejo tisto negativo in je hoče tudi pri drugih pridobiti. Tako da ja, je treba jih detektirati in je treba z njimi res se ukvarjati. Ampak zdaj tako je, do neke mere, to je nek proces do neke mere, nekaj časa, z nekim investicijo, tudi stroškovno, tudi kdo se bo vpletel. Pa če ni odziva, če ni neke pozitivne povratne reakcije, verjetno ta človek potem ni primeren za to delovno okolje, ne treba pa pogledati, kje mu lahko pomagamo, da si najde tudi kaj drugega. Zelo redo, Jure. Ja, če se mogoče vrnem sem večkrat nazaj, ko smo prej omenjali umetno inteligenco. Jaz mislim, da večina ljudi še vedno umetno inteligenco danes se nauči s ChatGPT-jem. Pa rečem, ChatGPT, da mi nekaj napiši, rabim en tekst na temo prodaje, in pol ChatGPT nekaj sproducira. Danes je ta umetna inteligenca se uporablja še marsikje drugje. Tudi vidim jaz s tem, ko etika delam, jo dajo v proizvodne procese, dajo v skenerje, ki skenirajo lesene deske, ki učijo sistem, kako zaznati napake v proizvodnji. Ima zelo veliko različnih uporab. Med drugim tudi delamo na enem projektu, ki pomaga zaposlenim, ali pa recimo študentom ali pa učencem v šoli, v primerih, ko imajo težave. Ker je zelo dobro diagnostično orodje. Več ljudi, kot gre čez ta proces, čez to aplikacijo, bolj se sistem uči in tukaj je ta inteligenca sistema. Daleč od tega, da bi bil sam inteligenten. Treba ga je naučiti, kako odreagirati v določenih situacijah. In tudi v situacijah, recimo v podjetjih, če je veliko zaposlenih, se lahko jim da na voljo neko orodje za neko samo diagnosticiranje ali pa da sami ugotovijo, kje imajo mogoče težavo, da se jih pravilno usmeri, mogoče na neke spletne vire na začetku, na neko video knjižnico si lahko pogledajo določene stvari. In tudi tukaj umetna inteligenca lahko pride prav. Je pa, če pogledamo trende, jaz sem bral, da je kdo od Microsofta rekel, da bo koliko delovnih mest bo ogroženih zaradi umetne inteligence. Se danes pogovarjamo o tem, da je premalo ljudi za delati. Tako da zaenkrat gre sta oba trenda v isto smer. Se pravi, rešujemo težave z določenimi delovnimi mesti in jih bomo lahko zapolnili z umetno inteligenco. Vprašanje je samo, ali se to dvoje vsebinsko potem sklada, ali bo treba določeno število ljudi prekvalificirati v nekaj drugega, ko bo umetna inteligenca to prevzela. Nam pa lahko marsikatero vrzel zapomni umetna inteligenca. Ne še danes, gremo pa tja, da bo to v zelo bližnji prihodnosti možno. Sploh recimo o izboljšanju samih delovnih pogojev. In če mi izboljšamo delovne pogoje z vidika fizičnih aktivnosti, lahko pridejo potem v koncept novih zaposlitev, tudi mogoče mlajši upokojenci, lahko pridejo tudi določeni invalidi, lahko pridejo tudi nekateri ljudje, ki imajo take in drugačne poškodbe, ki so tudi posledica poklicnih bolezni, se tudi tukaj pa odpirajo nove stvari. Pa recimo ena primer je, kako se učimo govornih napak, v smislu logopedije nadaljavo. Tudi obstajajo aplikacije, v bistvu logoped se poveže lahko 1000-2000 km stran od učenca in ga samo vodi čez aplikacijo in spremlja to. Aplikacija je pa tako narejena, da daje tudi konstantne feedbacke učencu in se preko tega uči. In tako izgledajo pač učne ure logopeda nadaljavo. Jaz sem mogoče samo še dodala, mogoče še gospa Helena je vprašala, kako čisto konkretno stvar, mogoče mi namesto izobraževanja zelo velikrat v organizacijah sestavimo pač neke delovne skupine, noter povabimo ljudi, pri katerih mogoče
tako kot je rekla gospa, ne, zaznajo neke težave. Ne. In oni potem seveda pod nekim mentorstvom, recimo, sami prihajajo do nekih uvidov oziroma sami iščejo neke rešitve za neke nastale situacije. No. Tako se mi zdi ta vključenost teh ljudi, se mi zdi zelo ključna. No. Da potem recimo delovna skupina tudi pripelje do nekih, bom rekla, rezultatov oziroma do nekih konkretnih predlogov, kaj v neki situaciji narediti v podjetju. No, in to se je izkazalo zelo pozitivno oziroma zelo ne kot klasično izobraževanje, ampak skupina, ki sama v bistvu predlaga nekaj. To sem hotela preveč, v bistvu zunanji človek. Sploh če je v redu, se mi zdi, da je mnogo lažje prodre kot nek sodelavec oziroma vodja. Lažje to poskenira. Tako, vesela bi bila moškega pogleda na moje vprašanje, kako motivirati moški del zaposlenih, ki je iskreno v mojem primeru trši oreh pri prepoznavanju težav in delu na tem. Jure, to je vprašanje zdaj. Verjetno gospa Helena že videla presenečen izraz na mojem obrazu, ki sem tole prebral gor na ekranu. Pa sploh ne vem, kako ne odgovorim v bistvu, ker ne vem, če lahko rečemo o moških izzivih pa o ženskih izzivih. Verjetno z tega vidika, da je moški vseeno, mogoče so malo bolj zaprti, manj vešči neke komunikacije, pa potem ženske pa več povemo, prej se odpremo, mogoče z tega vidika, neka tipologije, ki ni nujno, da tako velja za vse. Jaz mislim, da pri tem mogoče malo mlajše generacije so te meje že zelo zabrisane, oziroma jih sploh ni več. Pri starejših mojstrih mogoče. Ja, tako s temi, ki jaz delam, pa so večinoma mogoče, mislim, mlajše. Pri starejši niso, evo. Smo cela skupina dobro definirali. Pri teh tam mlajših je pač povejo, direktno povejo, imam težavo s tem, pa imam težavo s tem, ne ustreza mi to, a se lahko pogovorimo. Ima tudi mogoče več tega občutka, da jim nekaj pripada, smo se prej pogovarjali pred začetkom, da lahko direktno povejo, meni je to v redu, to pa jaz ne bi. Medtem, ker se mi zdi, da imajo starejše generacije malo več tega spoštovanja, respekta do neke zaposlitve in pa pač vzamejo cel paket, tudi če kaj ne ustreza jim noter, pa jim ni všeč, ampak rečejo, to del paketa. Medtem, ko s temi, ki se jaz pogovarjam, pa čisto direktno povejo, to bi delal, tega ne bi delal, tole bi v redu, to sploh ne bom. In se pač direktno pogovarjamo, kaj pa kaj ne, pa kako bomo stvari rešili. Se pogajamo zelo konkretno, medtem ko starejši pa pogleda, to je delovno mesto, pa ga kot paket vzame, ali pa ne. Zdaj pa ne, je to moška stvar ali ni moška stvar. Gospa Helena, da sem odgovorila na to vprašanje, poskušam malo povezati noter. Rešitev za gospo Helena bi bilo zdaj združiti tega starejšega moškega za mlajšimi kolegi, se pravi medgeneracijsko sodelovanje, da se prenos komunikacije. Združiti tega starejšega moškega z ženskimi pogledi. Gospa Helena pravi v teoriji, bomo videli v praksi. Različni smo. Tudi verjetno bomo našli kakšnega mlajšega, ki se ne bo hotel pogovarjati, ki je tako naučen, da to ne gre čez, pa kakšnega starejšega, ki bo z veseljem se odprl in bo vse povedal, če bo dobil možnost. Ni recepta, ki bi bil za vse, pa da bi veljal za vse generacije. Mi zelo veliko delamo s starejšimi moškimi, pa tisti, ki so zaposleni v proizvodnji, pa še manj izobraženi, ki so ponavadi zelo negativno nastrojeni do kakršnihkoli aktivnostih. Pri takih, vsaj po naših izkušnjah, zelo je pomemben ta pristop. To se pravi, da damo temu človeku priznanje. To se pravi, da priznamo, cenimo tvoje izkušnje, veliko si že naredil, super delaš. Vi ste strokovnjak. Tako, vi ste strokovnjak, prosim, delite te izkušnje z nami, vaš pogled na svet, bomo zelo veseli, zelo so dragocene. Tako mu damo priznanje in tako se počasi začne ta topis. Skratka, dati mu je treba neko priznanje in neko mesto tam. In da ima možnost, da pove izkušnje, da deli in takrat bo taka oseba moški vzcvetel, zažarel in potem se odpre počasi. Pa ne enkrat, ne enkrat. Ta kontinuiteta je blazno pomembna. Pa tudi kako, jaz sem tudi videl situacije, ki so rekli, bomo na ta način zbirali povratne informacije, tukaj imate aplikacijo, imate dvofaktorsko autentikacijo noter, se boste potipkali, opišite QR kodo noter, pa so pol že... Na tak način verjetno ne bi šlo, z dobrim namenom, da bo res ta proces dobro speljal, bo pa elektronski, pa zelo modern. Kot tudi vprašanje, kako pristopimo k temu procesu. Oseben pristop, zagotovo, pa večkrat jih povabiti, tako, osebni pristop.
Ful je dobro, ker smo v gospodarskih trendih, pa se v bistvu s samih mehkih veščinah pogovarjamo. Konstantno imamo ene in iste izzive, kljub trendom in kljub v bistvu umetni inteligenci. Mogoče, Jure, še to. Včeraj smo imeli eno srečanje in smo se pogovarjali v bistvu z razvijalci umetne inteligence. Omenil si, kako se pa v bistvu v industrijo umetna inteligenca pravzaprav ogromno plasira. In včeraj smo se pogovarjali o digitalnih dvojčkih, industrijskih. V industrijskem metaversu. Koliko si to mogoče že spoznal, videl, pa mogoče samo za opis, to je dejansko, da se nekje proizvodnja postavi v umetni inteligenci, se pravi v drugem prostoru in se v bistvu testira in v bistvu vse te ostale stvari izvaja pravzaprav v umetni inteligenci oziroma v tem prostoru in se potem prenaša v realen svet. Kje pa smo tukaj? Zelo moje iskreno mnenje v tem trenutku, da se veliko govori o teh digitalnih dvojčkih, pa noben čisto točno ne ve, kaj to zdaj, kako ne bi to v praksi izgledalo. Tudi jaz veliko pomagam podjetjem pridobivati nepovratna sredstva, predvsem za te razvojne projekte in po moje vsak ta drug razpis govori o digitalnih dvojčkih, pa digitalizaciji, pa pozaj že metaverse prihaja. Pa se s podjetji pogovarjam, pa noben ne ve, kaj bi sploh tam naredil. Kako bi za oni nek dvojček postavili v nek digitalen svet. In se mi zdi, da to lahko naredijo ekipe, ki so večje, podjetja, ki so večje, ki imajo resurse, da to lahko speljejo, da imajo potem programersko ekipo, ki se s tem ukvarja in naredijo res dobre sisteme. Za večino nekih srednjih, manjših podjetij, kar jih je pa po moje 90%, pa to verjetno nimajo ne znanja, ne resursov, da se neke take stvari lotijo. Nastajajo pa zdaj orodja, temu se reče pač po angleško so sandboxes, oziroma neki peskovniki, ki jih bo potem lahko ta manjša podjetja uporabljala in bo narejena kot neke Lego kocke. Da bom rekel, to je moja proizvodnja, bom uporabil ta sistem, ki je že narejen, pa ta, ki je že narejen, in se bo lahko sestavil svoj digitalni dvojček, ki bo na nek način že predprogramiran in ga bo samo prilagodil temu, kaj počnejo. Bo lahko bi se testirali noter. In bo lahko noter testirali. To je zdaj zelo velik trend, zato ker enostavno ni, jaz mislim, da je nemogoče, da bi vsake podjetje samo to naredilo, ker ni znano. Sploh mala, absolutno. Sploh mala, ima premehno ekipo, ki se ukvarja z dnevnimi stvarmi. To so pa, saj jaz jih trenutno tako vidim, še vedno zelo strateški projekti, ki ne prinesejo jutri rezultatov, ne povečajo prometa jutri, ne zboljšajo konkurenčnosti jutri, ampak je to, se pogovarjamo, ne vem, leto, 2, 3 v prihodnosti. Vse so procesi, absolutno. Eden izmed takih trendov je tudi data-driven odločanje, poudarek na kibernetski varnosti. Mogoče je za vaju Balinga, koliko zaznavate v podjetjih, da dajo dejansko na to poudarek? To je zelo zanimiva tema. Mi zdaj štartamo en evropski projekt, ravno zdaj februarja na temo kibernetske varnosti za mikro, majhna, posredna podjetja. Smo dobili evropska sredstva, tako da imamo v Sloveniji konzorcij narejen, ki se bo prav s to tematiko ukvarjal, ki je čist premalo pokrita. Ja, te napadi se ful večajo, sploh se mogoče ne zavedamo, koliko je to nevarno. Predvsem, če pogledamo z vidika, koliko naša gospodarstva, ne samo slovensko, ampak evropsko gospodarstvo temelji na novih tehnologijah, pa na majhnih podjetjih, pa srednjih podjetjih. In da so to znanje, patenti, tehnološke rešitve, je nezaščiteno. Sploh en, ki je dober hacker, bo prišel noter v sistem, če ga nimate dobro zaščitenega, bo prišel noter takoj. In če ne poskrbimo za kibernetsko varnost, razvijamo, vlagamo lastna sredstva, čas, denar v neke tehnologije, pa rešitve, kar jih potem lahko spelje. Eno so tehnološko, kako se zaščitimo, eno pa tudi znanje. Kaj bom jaz s kom delil, komu bom dal dostop, na kakšen način bom varoval svoje znanje. In tukaj mislim, da je premalo znanja o podjetjih, o tem, kaj sploh kibernetska varnost je, kaj lahko jaz kot posameznik naredim sam, kako lahko izobrazim svoje zaposlene, da bodo skrbeli za kibernetsko varnost, kaj lahko tehnološko naredim. Ne vem, jaz vidim ljudi, ki delajo na računalniku, pa grejo na WC, pa pustijo računalnik pa žgana. En, ki zna, se bo zadnji usedel za 20 sekund, pa smo podatke. Ne zaklepajo ekrana, kako imamo pravila za gesla, pa to so res osnovne stvari. In to je tema, ki bomo zdaj v 2 leti v tem projektu v bistvu aktivno tukaj v Sloveniji naslovili. In bomo probali pripraviti neke politike, predloge tudi za skupaj z gospodarsko zbornico, da bomo
opolnomočili pa izobrazili ta del podjetja, ne, tehnoloških, kako poskrbeti za svojo kibernetsko varnost. Ja, in potem tudi za vse ostale, ker v bistvu se, če si nekje že delno vezan na trgovino na spletu, ne, pa ni nujno, da si v zadnji ne vem kako tehnološko podjetje. Že tukaj se ti lahko v bistvu praktično naredi taka škoda, da lahko dol zapreš, ne, če je to. Ja, večina podjetij prav, to se pa nam ne bo zgodilo. To smo, mi smo pa v Sloveniji, kdo pa nas gleda, ne? Nas gledajo, ne? Ravno zato, ker vejo, da smo zelo sproščeni, ne, pa da nimamo teh standardov visoko postavljenih, nas zelo gledajo. Ja, mogoče, ker vse zaklepamo, tukaj smo pa v bistvu zelo tako, so okej, ne. Ja, ne, doma diamante, vsi rečemo, kam bom pa to spravil, ne bom na pultu pustil, ne, če imam ljudi, ki hodijo noter pa ven, ne. Pa to, kar je lastnina, pa kar je pa denara, ne boš rekel, bom pustil v garaži, bom dal kar takole gor, če pa bom odprl garažo, ampak sem nobeno prišel pogledati. Po naših izkušnjah sta tukaj dva pola. Eno je vidik delodajalca, koliko delodajalca organizacija dela na tem, drugo je pa tudi, koliko se zdaj res ljudje naučijo, koliko to resno vzamejo, koliko so sami odgovorni kot uporabniki vsega. Ne? In potem so neka mednarodna podjetja, ki pač lepo že vrsto let skrbijo za to, ne? Imajo programe, ukrepe, ozaveščajo pri zaposlenih. Je pa v Sloveniji ogromno srednje velikih manjših podjetij, ki delajo zelo malo na tem, oziroma samo osnovno, če si predstavljate, da tudi recimo evidence delovnega časa, da se ne vodijo elektronsko, pa je recimo to že neka organizacija, ki ima 50 ali pa 100 zaposlenih, a ne? Tako da smo še, bom rekla, zelo deprivilegirani, kar tiče nasplošno digitalno, tehnološke in kibernetske varnosti. Ne? Jaz sem dal en konkreten primer. Ne? Jaz sem delal za eno slovensko podjetje, so dobili veliko investicijo čez Amsterdam, pa čez London, delali so na področju zaznavanja bančnih pa zavarovalniških prevar. In so, kamorkoli so dali ponudbo, nemške banke, francoske banke, švicarske banke, so bili drugi. Vedno so izgubili za 1% ali pa za 2%, so bili dražji kot ta prvi tisk, ki je zmagal. Ne. Dokler ni direktorju enkrat klik naredila, ne, in je dal vse računalnike poslal v tujino, so jih pošifrirali, vse telefone so pošifrirali, pa so začeli pa dobivati projekte. Ne, slovensko podjetje, ne, ampak so tekmovali z Nemci, tekmovali so s Francozi, z ameriškimi rešitvami, ne, in so jih spremljali. Vsaka ponudba, ki je šla ven, nekdo prej že vedel, kaj so napisali, preden so udali. Pa so pa začeli projekte dobivati, ne. In so dobili nove runde investicije, zaposlovali so potem na podlagi tega, promet se mi je normalno zvišal, ko so dobivali projekte. Ne. Tako da ni ta kibernetska varnost tako abstrakten pojem, ne, ampak se lahko direktno pozna na prometu, pozna se na uspešnosti podjetja, na tem, koliko smo sposobni potem nadalje vlagati v raziskave, v razvoj, v zaposlene, zaposlovati na novo. Čist direktna povezava in direkten vpliv. Ni to nekje tam daleč stran. To se dogaja v ameriških filmih, ko pridejo ruski hekerji na črn ekran, pa pol se matrica tam vidi. Ampak je realnost našega delovanja vsak dan. Če povežete recimo s procesi selekcije in izbora kadrov, koliko je to ogromno nekih podatkov o kandidatih. Če pogledate o nekih kupoprodanih pogodbah s poslovno sodelovanje s strankami, kakšne stvari so to pa baze znanja, ki obstajajo v podjetjih, kako lahko to začnejo odtekati. Ne? Jaz sem tudi delal z enim podjetjem, ki je, ne bom povedal, kje je država, ampak so pošiljali prodajne zastopnike se pogajati. Za vsako pot v tujino so dobili nov računalnik, ki ni bil nič gor, nobenih povezav, do strežnikov, nobenih VPN-jev. Naložili smo gor samo to, kar je rabil točno za ta sestanek, ker se je vedel, da ta država vedno preko Wi-Fi-jev in tako naprej neko programsko opremo nalaga gor, ne? In ker je prišel nazaj, je dal računalnik v IT, v informatikom in so ga samo shredder spustili. Ne preklapljati na noben Wi-Fi, znotraj mreže, nič, samo stran. Isto s telefonom. Pocen telefon, pocen računalnik, ampak tja enkratno uporaba pa stran. Zato, ker je bil to, ker so vedeli, kakšno je tveganje. No, evo, potem se pravi, tukaj moramo res več naporov vložiti in odlična novica glede tega projekta. Tako da, če je že možno in odprto, bomo tudi potem zahvalili link do tega projekta. Mislim, bom vas obvestil, samo da podpišemo pogodbo z Evropsko komisijo, ki je že odobreno, ampak je stvar formalnosti, ko bo narejena. Naše poslušalce, ker to je ena izmed ključnih, se pravi, in trendov in pa dejansko v bistvu tega, kar se moramo zavedati in tudi tako najlažje zaščitimo naša podjetja. In tudi bo odprt za javnost, tako da ko bomo imeli delavnice in izobraževanja in ko bomo zbirali v bistvu dobre prakse, pa kako v bistvu sploh ljudje dojemajo to kibernetsko varnost,
je odprto za vse, tako da lahko vsak pride zraven. Odlično. Trajnost, družbena odgovornost. To je v bistvu must-have kompetence, saj tako napovedujejo vsi v bistvu strokovnjaki, ki napovedujejo trende. Koliko v bistvu se recimo podjetja izobražujejo na tem področju? Alenka, si morda kje zaznala med ostalimi ali pa Jana, trajnostnega menedžerja, ali so kje recimo ljudje že glede na to pozicijo plačani in tako naprej. Kje smo s trajnostjo? To je samo buzzword, ki je tako pomemben ali... Kaj pa je trajnost? Ja, v bistvu dobro vprašanje. Trajnost je v bistvu okoljska ozaveščenost, se pravi, da poslujemo skladno s tem, da ne škodujemo ne planetu, ne ljudem, ne okolju. Oziroma čim manj. Oziroma čim manj, tako da je ta naš vpliv na okolje se zmanjšuje. Pojavljajo se določene certificirane že na to temo, tudi določeni izobraževalni seminari, webinari so to. Moram reči, da večje multinacionalke imajo to že nekaj let, že več let. In recimo tudi mi, ko delamo z določenimi podjetji, moramo zagotoviti določene njihove norme, da se sploh lahko prijavimo na razpis. Pa je to lahko vozni park, pa so to lahko skrbno delovanje s pisarniškim materialom. So take stvari vse zraven ukomponirane. Je pa tako, da slovenska podjetja, bi pa jaz tako rekla, pa moje lastne ceni, da je to še nekje v zametkih. Še v rokovajih, Zato moje vprašanje, kaj sploh razumemo. Sama sem bila na tem certificiranju, tako da samo poročanje bo zdaj v prihodnjem letu že zelo, zelo, zelo zahtevno. Tudi pač merili se bo kazalnike na evropski ravni in podjetja mislim, da niso tam. Se zato vas sprašujem, koliko ste se sploh v bistvu srečali že s tem. Zelene teme absolutno vem, da so in v razpisih in v teh stvarih. Koliko pa dejansko vodje, pa v bistvu podjetniki sami razmišljajo o tem, in se zavezujejo, bom rekla, k zmanjšanju porabe, drugačne mobilnosti, električne mobilnosti, se pravi vse te teme, ali pa da se v bistvu prav izobražujejo na tem področju. Pa tudi že sprejemajo ukrepe, recimo imajo določene podjetja, zadnjič smo imeli predstavitev nekih dobrih praks, kjer skrbijo za to, da je kolesarnica, da plačujejo tudi poleg nadomestila za prevoz, še za vsak prevoženi kilometer zaposlenemu nagrado. Aha, se pravi, da se spodbuja tako. Potem so tudi naredili tako, da ko pride v delovno okolje, da ima možnost toaletnih prostorov s tušem. Tudi take zelo konkretne stvari, ampak to so neki taki posamični primeri, kjer se to spodbuja. Jaz imam malo težavo s takimi stvarmi, ker velikokrat ta angleški izraz, ki se veliko uporablja, je greenwashing. Greenwashing je v bistvu pravzaprav so pralne prakse, ki naj bi bile zelene, vendar niso. Ali pa da v bistvu, ker nimamo kaj drugega narediti, pa nočemo, potem damo zaposlenim kolesa in to obešamo na veliki zvon in zvonimo, kako imamo mi kolesa. Hkrati pa povečujemo izpuste CO2, ker smo postavili novo proizvodno linijo. Kljub temu, da obstaja boljša tehnologija, ki bi lahko izpuste zmanjšala. Ampak ker je poslovno bilanca še vedno kaže, da je boljš imeti tako proizvodno linijo, ki bo sicer več CO2 spustila, se pol firma odloči, da bo pa uvažala biočaje, ki ima gor zelen listek, pa bojo naredili kolesarnico za zaposlene. Pa ne mislim, vse nekaj je, ni pa to, kar v bistvu trenutno potrebujemo, da bomo res lahko da bi ta zeleni prehod naredili, da je res vpliv na okolje. In pri teh mojih podjetjih, s katerimi delam, je veliko tehnologij že sami po sebi takih, ki želijo rešiti nek okoljsko težavo ali pa procesno težavo, proizvodno težavo in je njihov namen sam po sebi, da zmanjša CO2 izpuste. Je pa to vedno zelo močno povezano s tem, da rabi tudi biti zadnja ekonomika poslovanja. Se pravi, redko kdo se odloči iz okoljskih vzgibov, da bodo dali neko novo tehnologijo v svoje podjetje, če ne vidijo tudi neke ekonomike zadnje. Kar potem podaljšuje proces, kdaj bojo podjetja to implementirala. Po drugi strani pa sili tiste, ki delamo v razvoju, pa ker iščemo nove rešitve, da so te rešitve take, da potem, ko je implementacija prije na trg, da ljudje pa podjetja radi to dobijo, zato ker jim prihrani tudi določene stroške.
In ta return on investment, ne, ROI, mora biti zraven, nažalost. Ne po mojem, ampak da se podjetja odločijo, da neko tako stvar implementirajo. Tako da trajnost tudi recimo pri vseh evropskih projektih, ki jih delamo, je obvezna kategorija. In če ne uspemo dobiti financiranje, obrazložiti, kaj so neke ekonomske prednosti, družbene prednosti, okoljske prednosti projekta, je nemogoče dobiti evropski denar. Ne. To je pa to, kar je tam napisano, drži, a ne drži, a gre bolj za idejo, ali pa to res se pokaže, kle pa imamo debato spet še na uro. Drži. Hvala lepa, se to sem hotela preveriti v bistvu na terenu, koliko smo daleč, pravzaprav smo v povojih, kot smo pravilno ugotovili, razen seveda redkih izjem nekaterih podjetij. Dajmo se dotakniti še delovne sile. Kronično primanjkuje, napovedi so, zaposlovanje so kljub umetni inteligenci odlične, se pravi, da če si voljan delati, si danes lahko dobiš službo. Alenka, kje se mogoče še skrivajo kakšne rezerve kadra, ki bi jih lahko pravzaprav uporabili, pa tudi nekje so na to že opozarjali tudi futuristi, da to je ena taka ciljna skupina, ki bi morda... Ne vem točno, kaj so futuristi, ampak napovedovali, ampak ja, recimo jaz to vidim zdaj trenutno. Bi bile rezerve recimo pri teh ljudeh, ki so na dlje časa trajajočih bolniškah, ker so zaradi tega tudi na teh dlje časa trajajočih bolniških, ker je prestresno delovno okolje, ker so slabi vodje, ker so preobremenjeni, in če bi te zadeve izboljšali, z vsem tem, kar smo že predhodno govorili, imamo mi takoj takoj pridejo več ljudi na delovno mesto nazaj. Potem recimo z mlajšimi upokojenci, to smo tudi večkrat prej že se dotaknili tega. Se pravi, ljudje, ki so še fit, ki radi opravljajo svoje delo, ki imajo radi to, kar počnejo, se jim lahko prilagodi delovno mesto, se jim lahko tudi prilagodi delovne ure, delovni pogoji in lahko imajo še veliko dodano vrednost v delovnih okoljih, tudi z vidika mentoriranja in tudi z vidika same opravilnosti kot take. Potem je recimo zelo veliko je tudi nekih part-time jobov, se pravi, da so za krajše delovnike. Zdaj lahko so to pač neki vzroki v družini, ki jih imajo v privatnem življenju, lahko je pa tudi to, da je to že malo tisti izhod iz delovnega okolja, ker ne želim in ker se ne vidim, in grem res na tisti minimum, da mi zagotavlja še nek prihodek mesečni. Veliko je res tako nadomeščan zaradi nadomeščan, tudi v javnem sektorju. Pač nekdo gre na bolniško in se vzame nadomestilo za to, in potem tudi tega človeka ni treba zopet nadomestilo. Zdaj, v gospodarstvu se dobro pol izkaže, je fino imeti tudi nekega zunanjega zaposlovalca, kot recimo kadrovsko agencijo, ki je tukaj zelo fleksibilna, zelo hitro lahko zagotovi neko menjavo, in hkrati potem tudi menjavo to lahko potem prerazporedi drugam. Vzroki za to so pa vse tisto, kar smo prej govorili. Od takih delovnih okoljih do plačnih sistemov, do tega, da ne skrbimo v redu za ljudi, do tega, da dostikrat tudi nimamo nekih resursov. Vse kadrovska funkcija kot taka, če je strateška, če se jo res posluša in prisluhne, da je tudi partner vrhovnega vodstva, da ni samo operativno izvedbena, zna te stvari ozavestiti, zna tudi prekalkulirati v finančni vidiki in zna tudi potem argumentirati, zakaj nekaj, in zna tudi spremljati, kakšni so bili potem učinki. Če pa tega ni, da smo zgolj kadrovi, ki neka administracija, ki vnašamo podatke in pripravljamo pogodbe, pa bomo težko kaj drugega naredili. Absolutno se strinjam. Jure, eno izmed tvojih podjetij se ukvarja tudi z uvozom delovne sile iz Azije. To je zdaj neka taka meka, zdaj pa bomo rešili evropsko gospodarstvo. Tvoje v bistvu izkušnje, kako so tudi recimo sprejeti ti delavci, ena barijera je sigurno slovenski jezik, kultura pa niti ne toliko, ne? Je tudi tukaj za nas kulturni šok, če gremo v Indijo, je za njih kulturni šok, ko pridejo gora. Jaz ravno zdaj delam z eno nizozemsko firmo, ki je v bistvu startup, ki se ukvarja s tem, kako podpreti te zaposlene, ki pridejo v neko novo lokalno okolje z osnovnimi informacijami. To, kar se nam zdi samoumevno, imajo oni toliko veliko težav. Že s tem,
kje pridem do zdravnika. Ja, če rabimo dati nekaj z vidika davkov, ne, kam moram iti, če rabimo dokumente urediti, ne, mi vsi vemo, gremo na upravno enoto, ne, oni tega ne vejo, ne, pa kjer upravna enota je to, ki je omejeno, ne, ker lahko pri njih če to rešeno in je, bom rekel, da veliko ovir tukaj je jezik, pa ne na strani ljudi, ki prihajajo gor, ampak na strani njihovih nadrejenih v Sloveniji. Zato, ker postane komunikacija postane v angleščini. Tu, če damo na osnovni tečaj za slovenščino, da znajo 3 stvari povedati, je še vedno, ko pridemo do poslovnih stvari, če delajo, je to znanje premejhno, da so lahko operativni in je velikokrat potreba po znanju angleščine, kjer pa trčimo v težavo, da njihovi nadrejeni ne znajo angleško. Recimo v gradbeništvu je tako, če imamo vodje gradbišč, vodje gradbišč pa dobijo ekipo 10 ljudi iz Indije, ne znajo angleško, imajo pol težavo na naši strani. Pa treba tudi delati z našimi podjetji, da bi so svoje kadre izobrazijo, da znajo jezik, s katerim pol komunicirajo z delavci, ki pridejo iz tujine. Kako jih podpreti pol, ko so že tukaj, da se integrirajo nekako v družbo, ne samo da dobijo sobo, pa obrok, pa plačo, pa da se jim pomaga pol tudi, da normalno tukaj živijo, da so zadovoljni. Da vejo, ko bo svoj prosti čas izkoristili, da se neko življenje ustvarjajo. In da potem to stane. Da ni to samo to, kar tale šalčka, sem si jo pripeljal zdaj sem, bo naredila svoje 8 ur, pojem pa ne zanima več. Ta šalca pol ne bo zadovoljna. Ta zaposlen ne bo zadovoljen, ker se ne bo znajdel, bo to stresno in bo to življenje povzročilo tak stres, da bo nezadovoljen pa tudi v službi. In veliko ljudi se potem vrne nazaj, ravno zaradi tega, ker se ne znajo integrirati. In je ta vidik je ključen, da imamo pa zadovoljenega zaposlenega, kar je pa naš cilj. In zadovoljen zaposlen bo tudi potem dobro delal in bo naredil to, za kar smo ga pripeljali sem. To je potem tak širši kontekst mogoče zavzame, s katerim se ne ukvarjamo, če imamo lokalno enega zaposlenega. Tako da tukaj je veliko en indic za kadrovike, pa za organizacije. Prav dobre programe onboardinga, dobre programe prve integracije, mentorske programe usposabljanja, predvideti to vnaprej, planirati. To že delajo, v Nizozemskem to že vse teče. To so standardni procesi, ki imajo oni zgodovino, a zaposlovanja iz tujine imajo že toliko dolgo, da pri njih to že normalno. Pri nas pa odkrivamo še to področje in še nimamo teh znanj, izkušenj. Je bolj novo, tako. Mogoče samo toliko, razlika, jaz vidim tako, ko delam s kakšna podjetja, je zelo odvisno, kateri je tudi nek tak pogovorni ali pa uradni jezik v podjetjih. Podjetje v Sloveniji, kjer je angleščina, bom rekla, tuji jezik, seveda, oziroma nek pogovorni jezik, tam seveda ni nobenega problema. Tam se mi zdi tudi to medkulturnost, ljudi iz različnih držav sprejemajo čisto brez problema. Bom rekla, da je nekdo, ki pride z neke tuje države, zanimiv in tako naprej. Problem je pa tam, ker je seveda nek pogovorni jezik slovenščina. Tam pa jaz sem imela ne dolgo časa nazaj enega vodjo, ki je rekel, da v bistvu zdaj, ker je toliko tujcev, v bistvu to, da v bistvu v neformalnih pogovorih govorijo v bistvu ti tujci v svojem jeziku, seveda, ker ga ne znajo, in to zelo vpliva na organizacijsko kulturo. In v takem primeru seveda so potem rekli, zdaj le bomo pa res začeli intenzivno jih učiti slovenščino. Jaz pravim, oziroma gledam, moje izkušnje so res, mislim, da se še premalo vlaga v to znanje jezika, recimo v slovenščino, če je slovenščina nek pogovorni jezik. Mislim, da seveda je treba kar več časa pa energije, tudi finance seveda vložiti v to, da naučimo. Seveda, če ljudje dolgoročno želijo ostati, v Sloveniji. In je to ključno, ker se hitro lahko zgodi, ta vodja mi je razlagal, zdaj pa jaz govorim slovensko, oni pač govorijo po svoje, jaz jih ne razumem, zgubi se neka kontrola in tako naprej. Pa je tle vprašanje, kateri jezik bomo potem govorili, ali ga vodja znajo ali ga ne. Ampak seveda nekatera podjetja ne želijo, da to vpliva na neko organizacijsko kulturo, oziroma jo morajo spremeniti. Točno to. Če bomo hoteli to multikulturno smet, bo treba tudi se ukvarjati s tem, kako kulturo podjetju prilagoditi temu, da bo tudi te novi, ki pridejo, lahko normalno funkcionirali. In to zdaj, bom rekel, grdo usiliti slovenščino z njim, pa pričakovati, da bojo v slovenščini tako komunicirali kot lahko v angleščini, je po mojem malo nerealno. Odvisno sicer od, bom rekla, nekaj področja dela, od naravnanosti v cilju in pač neke organizacije.
Je pa res mogoče samo še to, mi smo imeli mi je en tak zelo zanimiv primer, recimo smo imeli en tečaj slovenščine, a ne, ker je pa učila v bistvu predavateljica, ki je bila pa sama iz tega rodu, a ne, in je prišla v Slovenijo in je tudi potem seveda zelo izpila svojo slovenščino, ne, in je zelo dobro poznala vse to, kako poteka ta proces, v bistvu, bom rekla, asimilacije, kako razmišljajo tudi, bom rekla, ljudje, tujci, a ne, kako recimo še vedno so v mislih, a ne, so v bistvu tam v svoji državi, gledajo programe neke svoje matične države, berejo revije, se družijo, ne, v bistvu, zdaj pa če želi pa nekdo tle ostati, a ne, mora pa v bistvu začeti potem seveda tudi poslušati, brati in se vključiti pač v življenje v Sloveniji. No. Hočem to povedati, da to razumevanje, ne, če te nekdo razume, da ti pokaže, kako si sam prehodil neko pot, je zelo fajn, no, tako z vidika enega tujca, da nekdo... Primer, tako. Super. Hvala lepa. Evo, tako smo v bistvu kar se sprehodili skozi pogovor čez te ključne trende, ki jih napovedujejo tudi, se pravi, analitiki. Ogromno govora o umetni inteligenci. Videli smo, da v industriji se jo vpeljuje. Druge še nismo, niti toliko se še ne povprašuje po teh izobraževanjih, tako da lahko letos to pričakujemo. Kadrovske službe, se pravi HR službe, res podpora tako spremembam kulture, inkluziji, izobraževanju, razvoju vodi, ogromno enih nalog in to so v bistvu tudi trendi potrdili, da se bo tukaj vlagalo. Mogoče še vaše sklepne misli, ker naš čas se je iztekel. Kaj je tisto ključno, ko smo tudi rekli, v bistvu zelo veliko smo se dotikali mehkih veščin, kljub vsej digitalizaciji. Kaj je bilo neko tisto vaše priporočilo vodjem, kadrovskim službam za letošnje leto? Jaz bi rekla, da kljub nekim nesigurnim situacijam planirati kadrovske resurse. Ne. To pomeni planirati in z vidika, koliko ljudi se rabi, kakšni so to stroški in tudi z vidika, kaj rabijo oni, da se bojo naprej razvijali. Ne. Se pravi, tudi planirati programe usposabljanja, tudi nasledstev, postavljati potem konkretne cilje in podcilje. Ne. Vemo, da nekje dobro planiranje je že skoraj korak neke realizacije, ne? Obenem pa biti tudi zelo agilen. A ne? Se pravi, da ko vidimo, da pride do neke novega indica, do nečesa novega, odreagirati, a ne? Replanning potem narediti. Ne? Tako da v bistvu nek kadrovnik ali pa organizacija ali pa vodja mora konstantno vedeti, kje se zdaj nahaja s svojimi ljudmi, a ne? Kje so zdaj oni, ne? Potem koliko jih je, koliko so uspešni, kakšne kompetence rabijo in če vemo v vsaki situaciji, kje smo zdaj, potem lahko naprej planiramo. Ne? To bi nekako znalo sporočiti. Se pridružujem Alenka, da moramo najprej videti, kam gremo. Ne? Če ne, bom rekla, gremo malo levo, malo desno, pa nikamor ne pridemo. Tako da jaz bi se pridružila seveda, ker delam na tem področju, vlagati v zaposlene. No? Učenje v širšem, bom rekla, smislu, resno, če vlagamo v zaposlene, se to tudi obrstuje. Ne? In tudi seveda s tem lahko rešimo marsikakšno težavo, kot jo je danes gospa tle izpostavila. Ne? Tako, in pri tem potrpežljiv. Biti potrpežljiv, seveda na dolgi rok. Tako. Jure? Mogoče malo z drugega zornega kota, se strinjam z obema. Slovenija, če bo hotela biti uspešna na dolgi rok, ne, bomo rabili ustvariti več podjetij, pa več delovnih mest, ki z višjo dodano vrednostjo. Se pravi, to, kar delamo zdaj, kar proizvajamo za druge in se pogovarjamo o centih, pa o minimalnih maržah, ne, je ok. Če bomo pa hoteli narediti več, bo pa treba ustvariti več znanja, več boljših izdelkov, bolj konkurenčne izdelke, ker bomo lahko več dodane vrednosti zadržali pri sebi. V Sloveniji, v svojih podjetjih. In potem ima tudi možnost to dodano vrednost, pa to, kar se ustvarja, razdeliti med zaposlene. Kar je dobro za vse. Dobro za ekonomijo, dobro za delodajalce, dobro je za zaposlene. Za to narediti je pa treba zelo dobro povezati s kadrovsko službo s tem, kaj je strategija podjetja pa z vodstvom. Brez tega sodelovanja, da se ve, kaj so plani za naprej, pa kaj so trendi, ki ta neka branža kaže. In da se začne to znanje strateško planirati, ustvarjati znotraj, pogledati, kaj bo podjetje rabilo čez 5 let. Ker ene stvari se ne bo zgodilo od danes na jutri. Če bomo hoteli imeti dobre kadre iz tujine, da bo firma naredila nekaj novega, jih bo treba najti, pripeljati, zintegrirati, naučiti jezik, kulturo in to ne bo rabim 1. maja. Se bomo pogovarjali o bolj dolgoročno. In po mojem je to strateško planiranje za naprej, z zelo dobrim razumevanjem, kam podjetje gre, v kakšnih
v kakšni industriji funkcionira, da se pa to dobro upari skupaj, je ključno. Odlično. Hvala lepa vsem trem. Malo smo šli čez uro, vendar mislim, da ste zares dobre, izključne in iztočnice v bistvu za vse naše podali. Tako da hvala lepa, mi se od vas postavljamo. To je to, želim vam srečno pot nazaj oziroma naprej. Super, hvala. Hvala lepa. Hvala, čau.